Evropska unija je pred sprejetjem novega večletnega finančnega okvirja, ki bo omogočil izvajanje skupnih politik do konca leta 2027. Predlog naslednjega evropskega proračuna prinaša kar nekaj sprememb. Med drugim naj bi bilo za regionalno in skupno kmetijsko politiko, ki sta tradicionalno najbolj obsežni politiki Evropske unije, na voljo manj denarja. Financiranje skupne kmetijske politike sicer ostaja razdeljeno na dva stebra: na neposredna plačila za kmete in tržne ukrepe ter na program za razvoj podeželja. Obenem predlog predvideva poenostavitev in večjo prožnost za države članice pri načrtovanju ukrepov. Poudarek je na mladih kmetih in inovativnem kmetijstvu. V ospredju so tudi cilji na področju varstva okolja in prilagajanja na podnebne spremembe. Evropski parlament se zaveda nujnosti prožnega in pravičnega financiranja kmetijstva po državah članicah, ki mora ostati konkurenčno. Predlog prihodnjega proračuna Evropske unije pa predvideva tudi podvojitev sredstev za najbolj priljubljen program Evropske unije, to je program izmenjav Erasmus+. Cilj je, da bi v njem sodelovalo 12 milijonov ljudi. Spremembe se obetajo tudi na področju zaposlovanja. Sredstva v okviru Evropskega socialnega sklada, ki je namenjen naložbam v ljudi, naj bi bila v večji meri porabljena za spodbujanje socialne vključenosti, pa tudi podpori zaposlovanju mladih. Večletni finančni okvir Evropske unije morajo potrditi vse države članice Evropske unije ter Evropski parlament. Pogajanja so se že začela, cilj pa je, da bi bil dogovor dosežen pred volitvami v Evropski parlament maja prihodnje leto. Tako, spoštovani gostje, lepo pozdravljeni. Danes se bomo torej, kot smo že slišali na samem začetku, dotaknili sprememb pri financiranju skupne kmetijske politike, kohezijske politike, socialnih in izobraževalnih programov Evropske unije po letu 2020. Usklanjevanje novega večletnega proračuna Evropske unije za obdobje 2021-2027 pa se, kot vsi vemo, dogaja po Brexitu, kar zahteva spremembe tako na prihodkovni kot odhodkovni strani proračuna, hkrati pa se Unija sooča z novimi izzivi, kot so migracije, kot je varnost. Pomemben dejavnik pa je tudi okrepitev financiranja ukrepov za večjo konkurenčnost evropskega gospodarstva v vse ostrejši globalni konkurenci. Z velikim veseljem naj še sama pozdravim sogovornike, evropske poslance, gospod Romano Tomc, gospoda Franca Bogoviča, dr. Milana Zvera in gospoda Lojzeta Peterleta, ki se bodo uvodoma posvetili kar posameznim področjem. Sedaj pa, dragi gostje v občinstvu, naj vas že na začetku povabim, da danes poslanci izmenjate stališča, da zares steče dialog in že med uvodnim poslušanjem uvodnih nagovorov sestavite kakšno svoje vprašanje. Verjamem, da se jih bo nabralo še preveč, kajti danes je prava priložnost, da izkoristimo, da so z nami tako predstavniki vlade, kot pa evropski poslanci. Začnimo z dr. Milanom Zverom. Vi ste stalni poročevalec za program Erasmus+, ki po vašem mnenju predstavlja neprecenljivo dodano vrednost za prihodnji razvoj Evropske unije. Kakšne spremembe se obetajo pri financiranju tega programa, mogoče kako ste s temi spremembami zadovoljni in ali se obetajo tudi novosti, na katere bi morala biti Slovenija še posebej pozorna? Lep pozdrav in hvala lepa za vabilo. Jaz imam na področju, kjer delam, torej na področju izobraževanja, kulture, športa, mladine, sladke probleme. To bo edino področje, ki bo dobilo več denarja v finančni perspektivi 2021-2027 in to bistveno več denarja. Sedaj razpolagamo z 30 milijardami, s 15 v naslednji finančni perspektivi bi naj s 30. V bistvu ne gre za dvakratno povečanje, zato ker smo dobili še neke dodatne naloge na tem področju, dodatne projekte. Discover EU je ena od njih, Evropske univerze, mreže evropskih univerz in podobno. Tako da bo v bistvu precej manj kot dvakrat več denarja.
Je pa res, da je Evropski parlament letos pomladi sprejel resolucijo, ki je zahteval trikratno povečanje, torej na 45 milijard, in jaz imam kot pogajalec zelo težko nalogo, ne, da poskušam učinkovito zastopati interese Evropskega parlamenta in evropskih državljanov. Je pa seveda res, da je proračun vedno političen dokument, ne, ki se izbojuje med večjimi inštitucijami. Tukaj je seveda komisija pomembna, komisija je dala svoj predlog že letos konec pomladi. Seveda bo pa ključen svet, ne? Torej svet, ki predstavlja države članice. Države članice financirajo evropski proračun in seveda imajo tudi nemočnejšo besedo, ne? Včasih se je zgodilo, da je recimo dal kakšen premier, recimo Cameron, decembra veto na proračun in smo imeli velike težave, ne. Usklajevanja, pogajanja itak potekajo več mesecev, ne, intenzivno, in če na koncu zadeva pade, potem je grožnja po financiranju po 12-tinah in takrat so pa v nevarnosti določena izplačila, ne. No, kar je letos novo, je to, oziroma za naslednjo finančno perspektivo, je to, da smo dobili kar precej drugačno strukturo proračuna, oziroma bomo dobili. Bilo je že omenjeno, nekaj bo manj denarja tudi za kohezijo, za kmetijstvo. Še za kmetijstvo je bilo v 80 letih 3/4 denarja je šlo evropskega za kmetijstvo, ne. Kasneje pa je vedno padala ta postavka, deloma iz razumljivih razlogov, zato ker je bilo dovolj denarja, ne, za to skupno evropsko kmetijsko politiko. Včasih pa tudi ne, ne. Ko je bilo treba intervenirati, smo imeli kar težave najti denar, ne. Ko je bilo treba intervenirati recimo na trgu zaradi prenizke cen mleka ali kaj podobnega. Skratka, kmetijstvo bo še vedno igralo pomembno vlogo tudi v strukturi evropskega proračuna, ne več tako kot doslej. Bistveno več pa bosta imele take dve mehki področji, ne, to je znanost in pa izobraževanje. Jaz še enkrat pravim, mladina in pa kultura in predvsem izobraževanje bodo dobili v naslednji perspektivi bistveno več denarja. Je pa treba poudariti, da še so potenciali, da se uporabi, ne, za mobilnost recimo, ne, učno delovno mobilnost bistveno večji, ne. Kar 3/4 prošenj z področja mladine se zavrne, čeprav so korektno pripravljene, ker enostavno ni dovolj denarja, ne. Torej potenciali so bistveno večji na tem področju, učinki, da ne rečem, investicija v mlade, v izobraževanje, v mobilnost je zagotovo ena najbolj učinkovitih investicij, kadar govorimo o gradnji evropske identitete, ne. Ne bo toliko dovolj za uvod. Hvala lepa. Gospa Romana Tomc, v Evropskem parlamentu ste članica odbora za zaposlovanje in socialne zadeve. Dotakniva se vaših novosti, katere se obetajo socialnemu skladu in zaposlovanju po letu 2020 in prav tako vprašanje, na kaj bi mogoče Slovenija morala biti pripravljena prav pri teh novostih po teh letu. Ja, tudi na mojem področju najprej lep dober dan seveda vsem, hvala za vabilo. Tudi na mojem področju, bom rekla, so ne ravno sladke skrbi, ampak zmanjšanje sredstev ni znatno oziroma gre celo za povečanje sredstev za namene sociale in zaposlovanja. Pa ne samo sociale in zaposlovanja, ampak ta Evropski socialni sklad, ki bo po novem združeval več že sedaj obstoječih skladov skupaj, se imenuje Evropski socialni sklad plus. Če bo tako, kot je predlagano, potem bo ta Evropski socialni sklad, ki je namenjen vlaganju v ljudi na vseh področjih, od izobraževanja do zdravja, sociale, v kmetijstvu, kjerkoli, to je nekako multidisciplinarna naloga tega sklada, potem bo ta sklad težak 101 milijardo evrov. Naj za nekako okus povem, da je celoten evropski proračun, kot je predviden sedaj, odvisno z katerega vidika ga gledate, ampak recimo pač po stalnih cenah težak 1100 milijard. 1100 milijard, od tega ima 101 milijardo Evropski socialni sklad in še za eno primerjavo, slovenski proračun v celoti, naša država ima približno 10 milijard prihodkov.
To se pravi, samo Evropski socialni sklad je 10-krat večji kot celoten slovenski proračun. Za kakšne namene bo ta denar razdeljen in porabljen, je pa v glavnem odvisno od države članice. Seveda so nekatera specialna področja, kot je recimo iniciativa za zaposlovanje mladih, potem je recimo za socialno vključenost, tudi določeni so recimo procenti, usmernice se temu reče. Če ima neka država recimo zelo velike probleme z zaposlovanjem mladih, veliko brezposelnost mladih, potem mora nameniti najmanj 10% tega denarja za zaposlovanje mladih. Ampak na kakšen način pa bo država to porabila, je pa popolnoma odvisno od nje same. In seveda od nje same je odvisno tudi to, koliko denarja bo dejansko na koncu dobila. Kot veste, smo v tej finančni perspektivi dobili v Slovenijo 3 milijarde 400 približno, tu nekje, nekaj čez 3 milijarde evrov evropskega denarja. V prejšnji finančni perspektivi smo dobili 4 in še nekaj, v naslednji pa se nam obeta, da bomo dobili manj. Iz različnih razlogov, seveda, tudi iz razloga tega, da smo malo bolj razviti, kot smo bili takrat. Ampak predvsem bo pa odvisno od naših pogajalcev, ki danes stopajo, bom rekla, na politično prizorišče, koliko tega denarja si bodo na koncu dejansko izpogajali. In potem v nadaljevanju jasno od posameznih ministrstev, katere uspešne, bolj manj uspešne programe bodo oblikovali, da rečem po domače, v katerih bodo ta denar zapravljali oziroma kako bo ta denar potem prišel do ljudi. Denarja vendarle je, več na področjih, na katere smo omenili, zdaj je pa samo odvisno od moči pogajalcev in marljivosti pri pripravi programov. Je, obstaja, ne moremo si jasno izmišljati čisto tako, kolikor bi pač želeli, ampak je pa nek manevrski prostor prav gotovo, v katerem ti pogajalci delajo, bodo morali razmisliti, kje nam denar več pomeni, kje bodo si želeli vzeti več in kje bodo malce popustili, tako da ta pogajalska ekipa, jaz sem pogledala tudi bodočo koalicijsko pogodbo, trenutno v osnutku, kjer piše, kar me malce skrbi, da bo vlada oblikovala delovno skupino za ta pogajanja. Jaz mislim, da je skrajni čas, da se to resnično zelo hitro operacionalizira, kajti ti postopki oblikovanja proračuna gredo že počasi k koncu. In bi bilo fino, če bi Slovenija imela eno tako res močno pogajalsko ekipo. Čim prej. Čim prej, seveda. Gospod Lojze Peterle, vi ste član odbora za okolje in posebnega odbora Evropske unije za postopek za registracijo pesticidov. Zdaj, ko smo ravno na tem pomembnem mednarodnem sejmu, mogoče bi odstrnili na začetku ta vidik, ki odpira mnogo vprašanj. Po eni strani o zadostni količini hrane, o odpravljanju lakote v svetu in revščine je bilo veliko rečeno. Po drugi strani pa, da bi bila ta zdrava in pridelana okolju prijazno. Hvala lepa za povabilo in za tale, bom rekel, strokovni uvod. Najprej bi rekel tole, da kadar je denarja malo in vedno ga je premalo in zdaj kaže, da ga utegne biti manj, čeprav jaz v Brexit še vedno ne verjamem. Ampak če ga bo manj, bo treba še bolj premisliti, v kaj ga bomo vložili. In jaz sem vesel razvoja na kmetijskem področju, kjer se napoveduje, o tem bo gospod Bogovič gotovo povedal kaj več subsidiarnosti, se pravi več odgovornosti na nižji ravni držav članic in regij. In če imaš ti seveda večjo pristojnost, imaš tudi večjo odgovornost. In zame ni glavno vprašanje, ali je malo manj denarja, ampak zakaj bo ta denar uporabljen. In v naslednji perspektivi bo Bruselj veliko bolj pozoren na rezultate, na učinkovitost porabljenih sredstev. In če bodo države članice imele večjo odgovornost, da z ukrepi pokrijejo tudi svojo specifičnost, je s tem dejansko
neka prilika, ki je ne smemo zamuditi, ne smemo priti v časovno stisko, ne smemo si dovoliti prehudega brezvladja, da v fazi, ko se koncipirajo glavne politike in se odloča o finančnem razredu, ne bi imeli jasne predstave, kaj hočemo s tako imenovanim evropskim denarjem, ki je v bistvu naš. In na področju okolja bi rad rekel, torej jaz se sicer predvsem ukvarjam z bojem proti raku in sem vesel, da je naša politična skupina Evropske ljudske stranke dala kot prvo javno prioriteto, ki jo predstavlja, je boj proti raku. Zdravstveni trendi generalno niso pozitivni, pri raku izrazito ne. In tukaj se borimo za več finančne pozornosti, za večji delež, da bi lahko na evropski ravni naredili več v boju proti raku. In jaz vidim tukaj pri okoljski politiki, pri energetski politiki, kmetijski politiki, tudi zdravstveni politiki, vidim podlage oziroma potrebo za to, da ob manjših sredstvih tem bolj skrbimo, da se razvojne vizije, razvojne strategije nalagajo in da nimamo ločenih strategij in borbe za ta kupček ali oni kupček denarja, ampak da pogledamo skupaj, kako lahko te strategije povežemo. Jaz sem se malo pripravljal tudi na temo kmetijskega razvoja, ki je izrazito povezan z okoljskim razvojem. Mi danes ne moramo naprej, če ne vidimo velike slike. Ne moramo videti samo krav, kos in ovac ali preko drugih močno subvencioniranih linij, če tako rečem, ampak moramo videti celoto. Jaz na to vprašanje gledam, se pravi bodočnosti kmetijske politike in okoljske politike skozi vidik ohranitve kulturne krajine, ki so jo kmetje oblikovali v preteklih stoletjih in kako bomo preživeli, ne samo kmete, ampak tudi vse druge, ki se ukvarjajo s kmetijstvom. Jaz, ker gledam gospoda Noča, bom rekel, jaz sem kmet brez zemlje, ampak čebele lahko tako živijo, ampak vemo, da to ni tako enostavno v današnjih časih. Skratka, jaz recimo sem se bolj ukvarjal z energijo v preteklosti in jaz pravim, da sonce sije na vse, tudi na malega kmeta. In danes vidimo na delu električne traktorje, vidimo, kako v Južni Ameriki z vetrom delajo vodik, pa ga potem uporabljajo tudi v kmetijstvu in tako naprej. Skratka, če bomo mi zložili skupaj energetsko strategijo, kmetijsko strategijo, energetsko in tako naprej, bomo lahko sestavili nekaj, kar potem konča pri kolegu Bogoviču, ki prodira naprej s konceptom smart village, temu grdo reče, pametne vasi ali ne vem, kako bi temu rekli. Skratka, jaz mislim, ker to vidim tudi na področju zdravja, da gre zadeva čedalje bolj v strnjevanje sil, v kombinacijo oziroma integriranje konceptov in mislim, da je v tem naša rešitev. Isto velja, ker jaz sem tudi član odbora za zunanjo politiko in sem se zadnjič srečal ali dobil na enem posebnem sestanku z ljudmi, ki načrtujejo obrambne kapacitete Evrope in pravijo, da je treba imeti vojsko, da je treba imeti bolj enotno oborožitev in tako naprej. In pravi, da organizacijsko ni velik problem, finančno je že malce problema, ker je tudi v to treba investirati, vojne imamo okrog nas in še kakšno lahko v kratkem času dobimo, ampak želim, se s tem potem tudi končam v tej rundi, spet si postaviti vprašanje, v kaj bomo investirali oziroma kaj bomo od tega imeli. Recimo gospodje so rekli za obrambne agencije, vse to je mogoče, rabimo toliko in toliko let in Evropa bo zmožna se braniti sama. Moje vprašanje je bilo pa potem politično, ne tehnično. Pred kom se bomo branili oziroma koga bomo napadli? Kdo je naš sovražnik?
in se bo zelo težko zmeniti, kdo je sovražnik Evrope oziroma kje bomo udarili najprej, če zelo po domače rečem. Ne. Veste, potem, ko prideš do teh vprašanj, pa politika na evropski ravni ni več tako enostavna. In videli ste, da v Siriji nas ni bilo čutiti, v Ukrajino nismo šli, če tako rečem, pa še kam drugam nismo šli. Ne. Bomo videli, kaj se bo dogajalo z Iranom. Ne. Pravim, zato je treba, zdaj, to je res občutljiva faza odločanja, rekel, se povezati z našimi koncepti in s tistimi silami, ki nas razumejo, da bomo lahko nekaj skupnega naredili. Zato bom še enkrat rekel, tukaj si ne smemo dovoliti brezvladja oziroma konceptualne in operativne praznine oziroma diskontinuitete. Mi pa se bomo zdaj vrnili nazaj na skupno kmetijsko politiko. Gospod Franc Bogovič, tam pa ni kakšnih pretiranih sladkih skrbi v nadaljevanju, pa tudi pri koheziji. Na kaj mora biti Slovenija najbolj pozorna v prihodnjih letih? Nekaj sredstev bo manj po letu 2020. Hvala za izziv, lep pozdrav vsem. Celoten nov finančni okvir sprejemamo v zanimivem političnem okvirju, kjer je zagotovo Brexit tisti, ki politično zelo spreminja konfiguracijo EU. Ena država pomembna se umika iz skupnosti, bomo videli, kakšen bo konec. Tu delim mnenje, da še tudi ni vse končano oziroma ne vemo, kakšen bo ta izhod, če pride. Drugo, kar je politično okvir, je izvolitev Trumpa in pa omajanje starih zavezništev, posledično več govor o varnosti politike v Evropski uniji, migrantska kriza in to ima za sabo tudi določene nove zahteve, nove cilje, ki imajo finančno težo in ko pridemo v drugi ta finančni okvir, je prvo treba vedeti, da je relativno malo denarja od javne porabe generalno porabljene skozi proračun Evropske unije. V Evropi je javna poraba približno 49% BDP-ja, od tega se 48% porabi tega BDP-ja skozi 4 domače blagajne, državna, lokalna, zdravstvena in pa pokojninska, 1% je pa tisti, ki se porabi v Evropski uniji. In proračun bi moral biti približno za 30% večji, se pravi 1,3 BDP-ja, 1,3% BDP-ja, kot smo sprejeli v resoluciji Evropskega parlamenta, bi pokrili na eni strani ta izpad, ki je zaradi Brexita in na drugi strani nove obveznosti iz področja konkurenčnosti, Erasmusa, pa potem varnostna migrantska politika. Dogovor očitno ni bil dosežen do tega nivoja in komisija je pripravila predlog, da je to približno 1,11% BDP-ja in iz tega pridejo potem te številke ven, da sta področji, kot je kmetijstvo, ki je v pretekli perspektivi predstavljali 38% proračuna in pa kohezija z 31%, se pravi področji, ki imata več kot 70% porabe v obdobju 14-20, da sta na udaru. Kmetijstvo je generalno za približno 5% tisto zmanjšanje v tem prvem predlogu, ki ga je komisija predstavila. Je pa različno, kot vemo, ostajata dva kmetijska stebra, se pravi prvi ta subvencijska politika, drugi program razvoja podeželja in na prvem stebru je približno 3,9% zmanjšanja, na drugem programu razvoja podeželja pa kar 15%. Za Slovenijo je to neugodno, kajti program razvoja podeželja je v Sloveniji približno enako velik v perspektivi 14-20, kot je prvi steber, se pravi, smo približno enaki, medtem ko je v Evropski uniji tako, da je prvega stebra 3-krat več kot program razvoja podeželja in ker je zmanjšanje na drugem stebru večje, pri nas to pomeni relativno veliko zmanjšanje, tu mislim, da imajo tudi naši pogajalci izhodišči tako zapisano, največjo skrb, kako na programu razvoja podeželja ne biti na koncu deležen takšnega zmanjšanja. Kar se same te kmetijske politike tiče, prihaja kar do nekaj bistvenih sprememb in to, kar je na nek način že kolega Peterle nakazal. Prva ključna je to, da je doslej bila kmetijska politika postavljena tako, da je v bistvu bilo praktično skoraj
vse dorečeno v Bruslju in si potem bil pridni izvajalec ukrepov, ki so na razpolago. Zdaj je ta pristop subsidiarnosti, se pravi, da bi države članice več o tem odločane, zamišljen na takšen način, da se iz širših nabora ukrepov države odločijo za to, kaj bodo same izvajale, to zapišejo v svoj strateški načrt. Doslej tega načrta ni bilo, na koheziji smo imeli partnerski sporazum, ki smo ga morali sprejemati, tu jaz vidim neko paralelo s tem novim strateškim načrtom, za katerega se bo potrebno v državi najprej dogovoriti, vključiti vse deležnike in takšen strateški načrt z jasnimi cilji za naslednjih 7 let dobiti potrjenega v Bruslju. Tu je velika naloga pri nas doma, da vemo, kaj hočemo, da to zapišemo v ta dokument, da tudi to, kar je novo, zdaj imamo možnost 15% sredstev iz prvega stebra prestaviti v drugi in obratno, da to dorečemo. In komisija bo na osnovi odobrenega tega strateškega načrta bodoče zgolj kontrolirala oziroma spremljala, ovrednotila doseganje ciljev, ki smo si jih zapisali. In to bomo morali biti dosti bolj proaktivni na začetku, v nasprotnem primeru bomo imeli potem v sami izvedbi težave. Prednost, kaj tudi v teh poenostavitvah, ki so bile nakazane, je tudi to, da bi ne bilo manj kontrol, manj tistih fizičnih na terenu, tudi kazni, ki so posledice kakšnih neskladij, ne bi bile nižje, kot so bile doslej, ker so bile včasih tudi nesorazmerno visoke in je zaradi nekaj primerov na koncu država plačala zelo velik delež sredstev nazaj v proračun. Kar je še zanimivo, teh glavnih poudarkov so poudarki, ki so vezani na eni strani tako za zagotovitev tega dohodkovnega položaja kmetij, konkurenčnost kmetij, uravnoteženost razmerij v prehranski verigi, podnebne spremembe, to, kar je bilo že omenjeno naprej, tudi skrb za okolje, biodiverziteto, kakovost hrane, zdravje in pa ena od ključnih stvari tudi podpiranje generacijske pomladitve znotraj nosilcev kmetijskih gospodarstv, kajti velik problem EU je to, da je samo 6% lastnikov kmetij mlajših od 35 let in 31 starejših od 65, skupaj pa kar 55% lastnikov starejših od 55 let in tu je ena od teh skrbi, s katero se želi odgovoriti tudi v tej perspektivi. Kar se tiče, samo še en stavek, kar se tiče tega zmanjšanja sredstva, na nek način komisija ponuja neke rešitve na programu razvoja podeželja, večja udeležba držav članic, kar pomeni, da bi naj za program podeželja ne bilo manj, pomeni pa to več sredstev iz integralnega proračuna, iz državnega in pa veliki izziv bo tudi določitev tega statusa pravega kmeta in pa pri predlogu je tudi sedaj zelo jasno zapisano, da bi naj bila zgornja stopnja subvencije na eno gospodarstvo 100.000 evrov, da se ta degresija, se pravi zmanjševanje na hektar, začne že pri 60.000 evrov in to je ena novost, ki bo za nekatere države veliki izziv, je pa odgovor na to, da se v Evropi dogaja velika koncentracija lastništva in so znana posestva nekaj tisoč, nekaj 10.000 hektarov z kapitalom, ki prihaja bodisi iz Rusije, Turčije, Kitajske, pa tudi iz gradbeništva, finančnega sektorja in podobno. Tako da tu so tudi eni od teh izzivov, na katere poskuša komisar Hogan s tem predlogom tudi odgovoriti. Skratka, veliko izzivov in domačih nalog ostaja doma. Zato bom izkoristila priložnost, z nami je državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu, gospa Tanja Strniša. Lepo prosim, če ji podamo in mikrofon, in že kje blizu. Boste prišli, kar prosim lepo, gospa Tanja Strniša nam bo predstavila, kako bomo te izzive in domače naloge doma najprej seveda pripravili v načrtih in jih potem trdo pogajali naprej. Lepo prosim, gospa Strniša. Hvala lepa za to priložnost. Tu bom zato, da si lahko pomagam s svojimi zapiski in komentarji po tej razpravi. Najprej se mi zdi to imenitno, da ste poslanci Evropskega parlamenta prišli prav na kmetijski sejem in da imamo to razpravo tu.
še zmeraj je kmetijska politika, čeprav je izgubila na deležu v evropskem proračunu, ena temeljnih, najstarejša in ena temeljnih politik. In z tega izhodišča bi tudi začela prvi komentar glede višine proračuna. Zdaj, razumeti je treba, da evropski zakonodajni proces gre svojo pot, da se je razprava o tem že začela, da je seveda pri nas vlada v tranziciji, da smo mi zato pripravili vladno stališče, ki je zdaj tik pred sprejemom na vladi, ali pa ga bo celo že nova vlada potrdila. Končno besedo ima pa tako pri nas nacionalni parlament za izhodišče, tudi za sprejet stališče Slovenije. Povem tudi to, da seveda, kar se tiče proračunskih vprašanj, ni naše ministrstvo prvo pristojno in se pogaja drugje na Evropskem svetu, pa v glavnem na Evropskem svetu, ampak še kljub temu. Sedanja vlada ali pa vlada v odhajanju je sprejela stališče, potem ko so bili zakonodajni predlogi objavljeni, da je znižanje sredstev za kmetijstvo neprimerno oziroma pretirano in zlasti je problematizirala sredstva za razvoj podeželja, kot je bilo danes že povedano. Zdaj, če dam to, kar je že gospod poslanec Bogovič lepo razložil, še ven v okvir. Mi, Slovenija, je, tako kot povedane so bile točne številke, na nominalni ravni zgubi 3,9% pri neposrednih plačilih, po predlogu Evropske komisije, komisarja Hogana, potem 15% za razvoj podeželja. Edino področje, ki dobi, ki pa je seveda proračunsko v celotni strukturi malo pomembno, drugače pa zelo pomembno, je čebelarstvo. Za čebelarstvo se predvideva na evropski ravni več kot 70% povišanje. Ampak kot rečeno, ta manko sredstev za kmetijstvo ostaja. Slovenija je bila tukaj ves čas na stališču in tudi govorim lahko v imenu vseh kmetijskih ministrov, ker je bila ta razprava v svetu na evropski ravni že večkrat obrnjena. Vsi kmetijski ministri problematizirajo to znižanje sredstev za kmetijstvo. Vključno s francoskim in nemško novo ministrico, ki sta oba podpisala skupno deklaracijo. Francija je že prej dala v svet eno deklaracijo samostojno, da zahteva ohranitev sredstev za kmetijstvo in zdaj potem še ta deklaracija skupna obeh ministrov kmetijskih, da se sredstva za kmetijstvo ne smejo zmanjšati. Ko govorimo, da se ne smejo zmanjšati, je mišljeno, da se ne smejo zmanjšati upoštevajoč Brexit in tekoče cene, se pravi v nominalni vrednosti, ne v realni vrednosti, ker seveda da ne bi prišlo do realnega znižanja, potem ko se zazna velik izpad v proračunu zaradi odhoda Anglije, Velike Britanije iz Evropske unije, ki je bila velika neto plačnica in pri tem, ko ima Evropska unija nove izzive, je seveda nerealno. Ampak to je zdaj ta zahteva, to predlagano znižanje je seveda večje. Tako da to nam daje vsem neko upanje, čeprav se ve, da to na drugi strani pomeni povečevanje prispevka, povečevanje vplačil v evropski proračun, se drugače najbrž tega ni možno financirati, ampak upamo, da se bo to uresničilo in da tega znižanja, tako velikega znižanja, kot je predlagano, ne bo. Namreč, moje osebno mnenje je, da je Evropa pred velikimi izzivi in preizkušnjami in bi bilo zelo slabo sporočilo, če bi še eno tako skupno področje, kot je kmetijska politika, na nek način destabilizirali, če bi sredstva na tem področju preveč vzeli. Ne nazadnje, ima kmetijstvo, kot je bilo tudi že izpostavljeno, nove izzive, tudi samo pred sabo, s tem, ko mora narediti več za okolje, za ohranjevanje biodiverzitete, ohranjevanje kakovosti pitne vode in tudi za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje na podnebne spremembe in več izzivov, tako kot za Evropsko unijo, ni mogoče več izzivov nasloviti brez ustreznih sredstev, tudi kmetijstvo ne more teh odgovorov nuditi brez ustreznih sredstev. Zdaj potem, jaz bi na kratko se dotaknila še dveh vidikov proračuna. Zdaj, sredstva za razvoj podeželja, kot so predvidena za Slovenijo,
Evropska komisija je vsem državam predlagala 15% znižanje proračuna za razvoj podeželja. Ne. Tukaj je zelo spolski teren, ali smo mi za to, ali bi predlagali nekakšen drugačen model. Če je bilo prej lepo povedano, da je v strukturi, recimo od vseh evropskih sredstev, od 365 milijard, kolikor jih je ta predlog predvidel za kmetijstvo, je 286 za neposredne plačila in 78 milijard za razvoj podeželja. In seveda, ker smo mi med državami, kjer je pa to razmerje drugačno, ker razvoj podeželja ker imamo relativno večjo ovojnico, bi vsaka razprava o drugačnem odstotku odpira nova vprašanja in na nek način neznani zid, kaj bi to prineslo za Slovenijo. Tako da na prvo žogo bi težko rekli, da bi se zavzemali za to. Seveda je potem na našem koncu večja škoda, samo vedno so lahko potem tudi druge države, ki imajo zdaj manjše ovojnice, pojavijo s svojimi pričakovanji, da gremo v neko uravnilovko, tako kot smo deležni na neposrednih plačilih, kjer se počasi neposredna plačila na hektar izenačujejo med državami članicami, ker je pač argument, da smo vsi na istem trgu, na skupnem enotnem trgu in da velja neka ocena, da te razlike v neposrednih plačilih niso pravične in seveda tega trenda si na razvoju podeželja, tega zbliževanja si v Sloveniji gotovo ne želimo, ker dejansko tudi za razvoj podeželja več rabimo, ker imamo težke pogoje. Z tega vidika je tudi zelo vprašljiva zahteva nekaterih držav. Gospod poslanec Bogovič je lepo omenil, da Evropska komisija nekako pričakuje, da bomo zdaj mi ta izpad rešili s tem, ker lahko kot država seveda več prispevamo. Evropski pravni red predpisuje minimalni delež države, koliko mora zraven dati evropskega denarja, navzgor je pa ta zadeva odprta. In tukaj sta zdaj to vprašanje ima dva vidika. Eno je, da je slovenska zahodna regija spremeni status in da je tam minimalni delež po novem bo večji, kot je zdaj, in s tem se seveda tudi nakazuje možnost, da se bo skupna vojnica, zaradi tega, ker bomo mogli z nacionalnega deleža dati večji prispevek, vseeno ne bo bistveno zmanjšala. Po drugi strani pa nekatere države to problematizirajo, zato razlagam tudi, če mi dovolite, ker so ta vprašanja vseeno pomembna, tudi poslancem, ker zna biti to vprašanje na mizi. Nekatere države menijo, da ne bi dovolile bogatejšim državam, da dajo večji svoj delež in s tem krepijo svoje ovojnice za program razvoja podeželja. Če se to, po mojem mnenju, če se to prepreči, recimo da Luksemburg, Francija ali pa take države, da jim ne bi bilo dovoljeno tega deleža povečati, potem se lahko zgodi, da bojo rekli, ja, v redu, potem pa imamo vsi enake ovojnice, če hočete, da smo enaki. Tako da moje mnenje je, da to ni, sicer ta predlog uradno še ni bil na mizi, pa kroži med kmetijskimi državami, nekaterimi vzhodnimi državami, pa mojem je to spolzek teren. Tako da glede tega menim, da je boljš, da dokler imamo tako različne ovojnice, je boljš, da imajo tiste z malo denarja možnost, da same to ovojnico oziroma ta delež dajo večji. Kar se pa tiče toliko glede proračuna, pa teh vidikov, ki bojo najbrž najtežja. Zdaj, kar se pa tiče nasplošno teh zakonodajnih predlogov, smer je sigurno prava, v tem smislu več pristojnosti državam članicam, da ukrepe oblikujejo tako, da se lahko prilagodijo svojim posebnim potrebam. To smo mi zelo pogrešali. Ko smo zadnji program razvoja podeželja pripravljali, so bila ta pogajanja z Evropsko komisijo izredno težka, ker so zelo malo manevra pustili v tem smislu, koliko lahko svojim tem čist posebnim slovenskim razmeram ukrepe prilagodimo in smo si te fleksibilnosti vsi zelo želeli. Pomeni pa to na naši strani več odgovornosti, da se uskladimo, kaj je sploh tisto, kar potrebujemo kot država in seveda tudi več odgovornosti, da še vseeno, ker s tem se tudi
deloma prenaša na nas kontrole, a ne, da vseeno ne pride do kakšnih napak pri izvedbi in posledic, ki imajo potem tudi finančen učinek, finančne kazni. Ampak drugo, moram skrajšati. Ja. Dobro. Bi lepo prosila, da potem vzpostavimo še dialog. Potem bom pa samo nekaj povedala. V samem besedilu zakonodajnih aktov teh ponastavitev zaenkrat še ne vidimo. Kot so bile zelo deklarirane, ampak samo besedilo je tako napisano, kot da bi uradništvo ne poslušilo, ne čisto sledilo temu, kar je recimo želel komisar ali kaj takega, ampak to je zdaj stvar tehničnih pogajanj, kjer se te stvari ugotavljajo in problematizirajo in upamo, da bo prišlo do sprememb. To je eno. Drugo, zelo nas skrbi strateški načrt ima past v tem, ker ga mora odobriti Evropska komisija, zdaj pa je bilo tako. Strateški načrt bo imel in prvi steber in drugi steber, zdaj na področju prvega stebra ni komisija nič odobrila. Mi smo morali njim notificirati, kako izvajamo navzkrižno skladnost, kakšen imamo model neposrednih plačil, program za čebelarstvo, program za ne vem kaj, za šolsko sadje, ampak tam smo sicer dobili pripombe, ki smo jih upoštevali, a smo pa malo tvegali, ne? Ponovadi smo jih upoštevali. Odobritev strateškega načrta pomeni, da imamo mi za vse ukrepe nujno taka razmeroma zahtevna pogajanja, kot so za razvoj podeželja, tako da nič ne bo narobe s tem, če bo ta proces bolj enostaven, kot je za razvoj podeželja, če bo pa cel proces tako težak in tako zahteven, pa to ni bistvena poenostavitev, samo opozarjam, jaz računam, ker vem, da je bo to cilj komisarja in komisije, da bomo končali pri enostavnem planiranju za vse. In še to, manj kontrol in manj kazni, manj kontrol na terenu. Mi smo imeli danes že posvet o preciznem kmetijstvu, o orodjih sodobnih informacijskih tehnologij, kaj se to prinaša. Med drugim prinašajo, ne vem, satelitski posnetki in podobne tehnologije, prinašajo možnost tudi enih kontrol ne na terenu z ljudmi in z veliko zamudo kmetov in administracije, ampak s pomočjo satelitov. Pomembno je tukaj samo, da so ta orodja tako natančna, da bi ustrezala tudi posebnim slovenskim razmeram z majhnimi parcelami, kjer so napake lahko zelo hitre. Veste, če se ti za 2 metra širine, če ti orodje narobe zmeri pri 100 hektarski parceli, ni to nič, stopna napaka je velika, ko imamo majhne parcele. To so zelo tehnične stvari, povem pa zato, ker je naš predlog tudi do evropske ravni ta, da bi se pri teh tveganjih, kamor smo zelo izpostavljeni potem s finančnimi kaznimi, upoštevalo, da so ena tveganja sorazmerna za evropski proračun zelo majhna. Če gre za majhne kmetije, majhne parcele in da bi morali biti določeni pragi, od katerih naprej se šele te napake upoštevajo kot neka resna stvar podvržena sankcijam, skratka, da ne bi za najmanjše napake bile tako stroge sankcije, kar je zdaj včasih tudi primer. Hvala za toliko časa, ki ste mi ga namenili, ampak glede na to, da smo na kmetijskem sejmu, upam, da je bilo prav. Hvala lepa, hvala za vse informacije. Specifika Slovenije vendarle je in vsi se je zavedamo, upamo seveda tudi, da bo upoštevana potem na evropskem parketu. Veliko je odvisno tudi od nas. Bi mogoče že kakšen dodatek evropski poslanci imeli ali začnemo potem s klepetom, kot smo ga naslovili, dialog danes, ker je poudarek na letošnji Agri predvsem mladi in kmetijstvo in ker je na tem področju velika težava. Že gledam prvega, ki mu bom dala minutko za prvo vprašanje, ker zna tudi on zastaviti vprašanje v večjih minutah. In sicer Rok Damjan, predsednik Zveze slovenske podeželske mladine. Lepo prosim, začniva midva ta dialog, naj imajo mladi prvo besedo. Tako, Rok, prosim lepo. Zdaj je seveda priložnost vseh vas, drago občinstvo, da poklepetate, da izpostavite svoja stališča, ki jih naj in jih mora Bruselj slišati. Rok, prosim. Hvala lepa za izziv. Bom kar direkten, tako kot pač moramo biti. In vprašanje je, kako si bodo naši
domači evropski poslanci prizadevali, da se zmanjševanje sredstev za mlade kmete nikakor ne bo zgodilo. Hvala. Hvala lepa. Potem pa kar tukajle, gospod je še imel vprašanje, tukajle spredaj je bil prejle, pa bomo šli po vrsti, bomo sprejeli 3 vprašanja ali 3 stališča in potem nadaljevali. Pa se predstavite. Moje ime je Darje Stojan, nažalost nisem mladi kmet, imam pa kmetijo, sem pa že podjetnik 40 let in več. Imam pa zelo konkretno vprašanje, ob tem, da zelo obžalujem, da se zmanjšujejo sredstva za kmetijstvo, predvsem pa za razvoj podeželja, in mi je zelo žal. Ampak, ker sem se danes vzel čas in sem poslušal precizno kmetijstvo in sem poslušal tudi Smart Village, je seveda moja misel, da rabimo za pametne vasi tudi izobražen kader. In zato pozdravljam, da se v Evropi začne razmišljati o več sredstev za izobraževanje, ki predvsem manjka tudi v Sloveniji. Način izobraževanja in predvsem izobraževanja mladih za sodobne tehnologije, kajti brez tega ne bomo imeli sodobnega kmetijstva, niti sodobnega gospodarstva. Tako da jaz to podpiram, predvsem pa Evropa mora več dajati za znanost, da bomo konkurenčni drugim destinacijam, Aziji, Ameriki in tako naprej. Tako da meni je usmeritev Evropske komisije, smer dobra. Žal mi je samo za evropsko kmetijstvo, tukaj pa je naša naloga, da bomo, tako kot smo tu danes slišali, prav distribuirali ta denar, ne kar tako počez, ampak zato, da bojo mladi začeli delati na kmetijstvu, tako kot si vsi želimo. Dokler so še mladi. Hvala lepa. In še 3. vprašanje, tamle v sredini, potem pa to bo prvi krog, potem pa naprej. Lepa za besedo. Sem Anton Jagodic, prihajam iz Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, delam pa na področju kmetijskega svetovanja. Prvo kot prvo bi dal polno podporo razpravi, ki je imela tukaj državna sekretarka v vseh pogledih, zlasti pa v pogledu zmanjšanja sredstev na programih razvoja podeželja, ker Slovenija namreč v tem programu vidi priložnost za razvoj kmetij, prenos znanja in pa vzpodbujanje zlasti tudi ekoloških oziroma okoljskih praks za kmetovanje. Drugo, kar se mi zdi zelo pomembno je, da v tem programih, ki so sedaj v predlogih, krepimo sisteme inovacij in prenosa znanja v kmetijstvu v povezavi z že obstoječim, mislim, da izredno dobrim programom Evropskega inovativnega partnerstva na področju kmetijstva. In zdaj eno izmed vprašanj, ki ga bom postavil, je to kmetijska produktivnost in trajnost kot EIP se je izredno dobro umestil tako v horizone 2020, tam so se povečala sredstva, tudi sodelujejo lahko ljudje iz prakse, ljudje iz svetovalnih organizacij. Mislim pa, da pri ostalih 4 evropskih inovativnih partnerstvih proces nekako ni stekel, pa me zanima, čemu je temu tako. Namreč tam imamo za dejavno in zdravo staranje, za pametna mesta skupnosti, potem EIP za vodo, za inovacije glede surovin. Saj pri nas v Sloveniji edino tisti, ki teče, je na področju EIP-ja znotraj programa razvoja podeželja. To je prvo vprašanje. Bi pa imeli vprašanje za gospoda Zvera, in sicer Erasmus, program, ki omogoča izmenjave med strokovnjaki. Sem član upravnega odbora EUFRAS-a, ki združuje 24 držav članic, 40 organizacij iz področja kmetijskega svetovanja. Dajemo pobudo, da bi ta program omogočal tudi izmenjavo mladih strokovnjakov z področja kmetijskega svetovanja med državami članicami. Argumentiram pa to s tem, da je ta sistem inovacij in prenosa znanja v kmetijstvu v razvitem delu Evrope, v starih državah članicah nekako zaznavamo, da je bistveno bolj razvit in delujoč kot v nekaterih drugih državah članicah. In tukaj je potrebno tudi dati nek dodaten input v to, da imajo mladi kmetje, ki živijo, ne glede na to, v katerem delu Evrope živijo, da imajo enakovreden in dober
dober sistem v ozadju, ki deluje za ta pretok novega znanja in informacij. Hvala. Hvala lepa. Hvala za jedrnata vprašanja. Zdaj pa prosim lepo evropske poslance. Začeli bomo seveda kar s prvim vprašanjem, kako poskrbeti, da se ne bodo zmanjševala sredstva za mlade kmete. Gospod Bogovič, boste vi prvi. Hvala, Rok, za vprašanje. Ena zanimivost, v isti vrsti sedi tudi Rok Roblek, ki je bil tudi predsednik podeželske mladine, pa še enega Roka Sedminka poznam, ki je bil tudi predsednik podeželske mladine, tako da očitno to za Roke Da ste bila podpredsednika Evropske. Tako je. In je to rezervirano za Roke. Kar se tiče sredstev za mlade, sam ta sprememba, ki je bila narejena ali pa ki je zdaj v predlogu, za razliko od prejšnje finančne perspektive. V prejšnji finančni perspektivi je bilo določeno, da smejo države dati za področje mladih kmetov do 2%. Zdaj je pa minimum 2%. Se pravi, da je zelo jasno sporočilo, da mi smo bili med tistimi tudi doslej, ki smo ta ukrep celoti izkoristili. Že lansko leto smo z enim omnibusom, s spremembami dopustili to možnost, da je to že od letos možno tudi v državah delati. V novi finančni perspektivi je za mlade pač to dano, pač pogoj, da mora biti v vseh državah minimalno 2%, tako da jaz mislim na te bojazni, da bi se za mlade zmanjševali, ni v tem delu. Drugo je pa, ko govorimo o generalnem proračunu, pa bom to kar povezal, tudi jaz mislim, tukaj ni nikogar, ki se strinja s tem, da je zmanjšanje takšno. Tudi v odboru za kmetijstvo med nami ni nikogar, ki se bi s tem strinjal. Pridemo pa do te krute realnosti, da ta denar režejo predsedniki vlad. In kot sem omenil, vekolikor to, kar smo sprejeli v Evropskem parlamentu, bi šel prispevek za EU budžet iz 1,00% na 1,3%, bi lahko ohranili na obstoječem nivoju vse ti dve največji politiki, ki sta tudi, ker sta pač po znesku največji, potem tam se te milijarde polovijo, enaki, plus nove obveznosti, plus manjko iz Brexita. Pri tem predlogu, ki ga je zdaj komisar Oettinger, ko je obiskal vseh 27 finančnih ministrov, ne kmetijskih ministrov, je prišel nazaj z nekim predlogom, za katerega ima občutek, da je užiten, da bi dobil neko večino, čeprav je še vedno med neto plačnicami, kot sta Nizozemska, tudi Avstrija, Švedska, Finska, velika zadržanost, medtem ko v kohezijskih državah je pa temu primerno tudi na drugi strani velika želja po tem dodatnem sredstvu. Mimo grede tudi, zmanjšanje na kohezijska sredstva za višegrajske skupine, to so procenti tam 24-25%. Resnici na ljubje treba povedati, da se je, BDP tudi spremenil tako, da je recimo Poljska prišla iz 57% poprečja EU v 7 letih na 69%, Grčija na primer iz 96 na 69, obratno smer, in da so tudi druge baltske države pa srednje evropske bistveno dvignile nivo razvitosti in zato je selitev del teh sredstev iz centralne Evrope, baltskih držav v mediteranski pas, kot posledica tudi različnih razmer. In jaz upam, da uspemo še v nadaljevanju v tem procesu te popravke narediti in kot smo že povedali, za Slovenijo se popolnoma strinjam tudi strategijo, ki jo je državna sekretarka razložila, da moramo biti pri programu razvoja podeželja, kjer je na hektar ta prispevek pa na enoto na Slovenijo relativno velik, da moramo biti zelo taktni. Tudi, ko sem prej govoril o tem zmanjšanju, gre za to, da je bilo v prejšnjem primeru, v prejšnji perspektivi, tako da so kohezijskih sredstev tudi po 400 evrov na glavo dobivale Estonije in pa podobne države in nekaj 10 evrov najbolj razvite države. In da gre za to znižanje z 400 na približno 300 per capita v 7 letih, na leto na 7 letih, medtem ko te države, kot so Italija, Grčija, Portugalska, Španija, v nekaterih regijah se jim dviguje. Tako da tu noter bistvena bo bitka za ta denar. Kar se tiče drugega vprašanja, ki je bilo vezano na izobraževanje in pa raziskave. Izobraževanje je domena naše države. Sam se ukvarjam z enim projektom Zavezništvo za mlade, kjer ravno želimo te modele, ki jih imajo nemško govoreče države, Avstrija, Švica, Nemčija,
z večjim povezavo gospodarstva in pa izobraževanja prenesti tudi naš prostor. Kar se tiče raziskav v kmetijstvu, je pa pri Horizonu obzorje, ki je 10 milijard prav posebej za področje kmetijstva. To je tisti cukrček kmetijski politiki, recimo, kjer je tudi na tem področju več sredstev, kot jih bilo prej in so direktno alocirana na sektor. Potem pa še vprašanje za dr. Zvera, Erasmus in pa omogočanje izmenjav mladih v kmetijskem svetovanju. Ja, zdaj kako to doseči, da bi preprečili recimo upadec financiranja mladih kmetov? Torej, to ni samo vprašanje verjetno za evropske poslance, ker to bi mi težko neposredno uredili, ne? Bolj vprašanje mogoče za državno sekretarko. Verjetno vam je znano, da znotraj Ministrstva za kmetijstvo itak imajo določene sheme za mlade kmete, to je tudi pristojnosti našega ministrstva. Seveda pa se lahko mladi kmetje udeležujejo tudi vrsto aktivnosti znotraj Erasmus plusa, vsaj ta hip tako poteka, ne, v okviru Erasmusa za mlade podjetnike in pa tudi poteka možnost večmesečne izmenjave mladih kmetov v okviru Kosme, pa v okviru projektov malih in srednjih podjetij in še nekaj manjših projektov EU programi omogočajo, ne. Vendar se mladi kmetje lahko ne udeležujejo samo teh specifičnih podprogramov, recimo temu, ki so namenjeni njim, ampak tudi drugih oblik, ki jih omogoča Erasmus plus. Seveda, zdaj v naslednji finančni perspektivi bo kar precej fleksibilno financiranje, ne. Recimo Jean Monnet podprogram, ki je bil doslej veljal samo za univerzitetne raven, ne, smo raztegnili na celotno šolsko vertikalo, tako da tudi na poklicno izobraževanje, ne, tako da se lahko tudi skozi redno usposabljanje in izobraževanje mladi udeležujejo raznih drugih oblik Erasmus plusa, tako da z tega vidika se odpirajo možnosti za mlade kmete, pa ne zapirajo. Res pa je, da je treba njim dati še več možnosti. Rok Roblek se bo verjetno spomnil, v prejšnji finančni perspektivi sem jaz bil nekakšen član odbora za kmetijstvo, kasneje me nadomestil Franci, nek boter mladim evropskim kmetom, smo sklicevali redno vsakoletne konference, jih razpravljali o problemih, zlasti največji problem je seveda, ki je že bil omenil Franci, pomanjkanje mladih v kmetijstvu, ne. To je strateški problem Evropske unije, kjer je okrog 6% mladih pod 35, pri nas pa še manj, pri nas pa je še manj kot 5, ne. In mislim, da bomo morali to v prihodnosti nekako bolj sistemsko reševati, jaz ta hip nimam odgovorov, zagotovo pa so take spodbude, ki prihajajo iz domačega ali pa evropskega proračuna, dobrodošle. Gospa Toms, a imamo mogoče tudi kakšne socialne programe na evropskem nivoju, ki bi se jih lahko posluževali mladi v želji po znanju? Ja, Evropski socialni sklad je tipično sklad, ki je v bistvu namenjen dopolnjevanju drugih politik in tako lahko tudi kmetijske politike ali pa katerekoli druge politike. In za zaposlovanje mladih je seveda namenjenih ogromno, ampak res ogromno sredstev. Tako da jaz ne vidim na tem področju toliko problema v tem, da se sredstva ali zmanjšujejo ali da jih ni dovolj, ampak da jih Slovenija neučinkovito ali pa sploh ne porablja. In vam bom povedala dva primera. En primer je recimo garancijska shema za mlade. To je bil poseben program, ki ga je Evropska unija ustanovila z namenom, da državam članicam pomaga pri premagovanju brezposelnosti mladih. To je bilo nekaj let nazaj, ko je bila brezposelnost mladih res zelo, zelo velik problem. Slovenija je tukaj iz tega programa, ki je bil težak 8 milijard evrov, izkoristila 9 milijonov evrov. To je najmanj od vseh držav članic Evropske unije. Za primerjavo, recimo ena Irska, ki je nekako recimo Slovenijo primerljiva, je izkoristila 10-krat več denarja.
To se pravi, velikokrat je problem v nas samih. Del tega Evropskega socialnega sklada plus po novem bo tudi tako imenovani globalizacijski sklad. Najbrž niste še skoraj tukaj slišali za ta sklad v Sloveniji, pa vendar je to en izmed močnejših skladov, ki podpira v bistvu prestrukturiranje gospodarstva, reševanje brezposelnosti, in Slovenija je iz tega sklada izkoristila samo 2 milijona evrov in ne boste ugotovili, za kater namen, za reševanje brezposelnih oziroma odpuščenih delavcev v Muri. Najbrž veste, da je Mura zgodba, ki sega mnogo let nazaj, ampak od takrat Slovenija iz tega sklada še niti evra ni črpala. Tako da jaz mislim, da bi bilo treba tukaj domačo nalogo še kakšno narediti in pogledati pravzaprav, kje se dobijo še ta sredstva, in še enkrat trdim, da Evropski socialni sklad, ki bo v nadaljevanju namenjen bolj kot recimo reševanju brezposelnosti, kar je bila zdaj prva njegova naloga zaradi situacije kot take, ampak bolj bo namenjen socialnim temam, izobraževanju, prestrukturiranju, torej tudi izobraževanju mladih kmetov, tudi inovacijskemu področju, ali z področja kmetijstva, ali z področja podjetništva, ali z kateregakoli drugega področja. Zato je tako zelo pomembno, prvič, da si Slovenija hitro, učinkovito izpogaja čim več sredstev s to našo skupino, ki jo bomo imeli, in drugič, ko si enkrat izpogaja, mi moramo imeti na voljo programe izdelane, kam bomo ta denar učinkovito plasirali, ker druge države članice nas prehitevajo. Ko vejo, seveda se to že ve v Bruslju, kateri programi bodo, katere usmeritve. Druge države imajo programe pripravljene. Ko je razpis odprt, so programi tam. Pri nas se pa začnemo pogovarjati o tem, kdo, kaj, kako, in pač leta tečejo. Tako da jaz bi na tem področju resnično apelirala na slovensko politiko, na slovensko, pač v najširšem pomenu, na institucije, ministrstva, urade, sklade, da tukaj seveda so zelo aktivni. Hvala lepa. Gospod Peterle. Ja, sem vesel, da je gospa Tomčeva posvetila v to zelo konkretno temo. Jaz sem se naučil, da je lahko problem tudi, če je dovolj denarja, če se ga ne napade prav. Jaz se spomnim tudi ene posebne zgodbe, bomo še enkrat čebelarstvo omenili. Zvedel sem v prvem mandatu, ko je bil komisar še gospod Potočnik, da je bilo nekaj 10 milijonov denarja neporabljenih za raziskave na področju čebelarstva. Meni se je seveda to zdelo noro in seveda vprašljivo, in sem potem poklical par naslovov v Sloveniji, ljudi, ki se ukvarjajo s čebelami. In so rekli, žal ne moramo nič prijaviti, ker so naše kapacitete pokrite. To je en drug problem spet. Ko smo v prvi vladi dali znanosti, mislim, da skoraj tretjino več sredstev kot prej, so eni imeli probleme to porabiti. Je bil problem naenkrat živeti s toliko denarja. To je en del te zgodbe. Torej, jaz lahko samo podprem, kar je gospa Tomčeva pravkar rekla. Drugič, vprašanje glede mladih. Jaz mislim, da mladi kmetje ne bodo odrezali slabo. In tukaj vidim tudi v Bruslju dovolj pozornosti. Kar se generalnih številk tiče, bi rekel, mi se bomo trudili, seveda moramo vedeti, da se zdaj pogovarjamo o enem od 20 odborov v Evropskem parlamentu. Ko pridemo na nek drug odbor, pa ti rečejo, čakajte, pred 7 leti, oziroma na začetku prejšnje finančne perspektive, nismo imeli milijonov beguncev, ki jih zadržuje Turčija, zdaj za ceno milijard, ki jih plača Bruselj. Tam je kar nekaj beguncev, ki se lahko premaknejo, kadar se hočejo, pa jih ne bo noben ustavil, kot smo videli. Ne Grki, ne Makedonci, ne Srbi, ne Hrvatje, pa mi verjetno tudi ne. In tam je to samo en del aranžmaja
ki je prinesel novo finančno postavko, nov strošek, ne, in tendenca bo v prihodnje, ker pritisk migrantov ne popušča, da bi seveda Evropa dala več. Mi imamo sporazum zdaj šele s Turčijo, ampak prihajajo tudi od kje druge. Skratka, ko se bo začela Sirija obnavljati, kadar se bo, ali Irak, bo velik pritisk na donatorska sredstva Evropske zveze. Lahko bi našteval v tem smislu naprej. Skratka, potrebe rastejo, denarja pa države članice, tukaj je France prav pozoril na to, da glavni noži oziroma tisti, ki režejo na koncu te deleže, so predsedniki vlad. In še enkrat bom šel na tisto, da sonce sije na vse. S tem želim povedati, da kmetijstvo oziroma tisti, ki posebej zastopajo ali zastopamo interese kmetijstva, moramo videti kaj več kot zgolj sektor. In je bilo že omenjeno, denar tudi za kmetijske potrebe je pri raziskovanju, je pri okoljski politiki in mi pa še kje drugje. Skratka, napadati je treba več front, če hočemo pogačo zložiti tako, da bo pokrila naše potrebe. In zdaj bom omenil še eno zanimivo stvar. Pred 2 meseci sem bil v Franciji med kmeti, med tistimi, ki spravijo na trg 1 milijon jabolk pa hrušk na leto in so ta glavni v Evropi. In smo se pogovarjali o glifosatu. Slišali ste, pred 14 dnevi je gospod po imenu Johnson v Kaliforniji dobil odškodnino za, on je menda v terminalni fazi raka, ampak je dobil sodbo proti Monsantu in bo dobil 289 milijonov odškodnine za svoje stanje. To se vam splača pogledati, kje na internetu, kako ta zgodba zgleda. Ta zgodba prinaša posledice. In ko smo bili v Franciji, ko se tega recimo še ni vedlo, veste, da imamo 2 mnenji, Svetovne zdravstvene organizacije in Evropske tele EFSE. Eni pravijo, da glifosat verjetno povzroča raka, drugi pa pravijo, da verjetno ne. Ampak ne bi šel tukaj razlagati, kaj te razlike pomenijo. Ampak, ko smo bili mi s kmeti, ki delajo s sadjem, so rekli, mi razumemo našega predsednika, ki je zelo trd, Macron je zelo proti glifosatu, njegov minister pa še bolj, ampak so rekli, dajte nam pomagati premostiti to zadevo. Mi ne moramo vzeti nase bremena uvedbe drugih sredstev, ki tak nečesa podobnega pravijo, da zdaj ni na razpolago. In zdaj se bo treba spet pri raziskavah boriti za to, da bomo iskali neko alternativo ali v sredstvu, ali v tehnologiji, ali v ne vem čem. Torej, zanimivo, da na tem posestvu, kjer smo bili, delajo po stari metodi, ali pa bom rekel z veliko kemije, delajo čisto organsko, pa delajo integrirano. Oni vedo, da sprememba prihaja in uvajajo, bi rekel, večji delež, recimo temu tako organskega pristopa. Ampak pravijo, če bomo mi sami ostali pri tej transformaciji od glifosata na nekaj drugega, bo pa za nas zelo hudo, tudi socialno, ker ne bo šlo. Skratka, veste, vsaka taka odločitev prinese, rekel, sprememba ima posledice in jo je treba na nek način amortizirati. Hvala lepa. Hvala. Sem se segrel, bi imel še... Smo začutili, zdajle pa, ker je čas neizprosen, že prej mi je bilo žal, da sem morala ustaviti državno sekretarko, samo še 5 minut nam je ostalo, zato res na kratko še 2 vprašanji vzamemo, kratki vprašanji in potem bom vendarle prosila. Lahko malo podaljšamo? Ok. Prav, bomo 5-10 minut bomo lahko še podaljšali. Dajmo še 2 vprašanji, torej vseeno na kratko, ker se tudi teh 10 minut hitro zavleče, kar predstavite se. Aha.
Danes tehnologija ni na naši strani, a bo zdaj delalo? Ne dela. Imamo še kakšen drug mikrofon? Aha, zdaj lepa bo. Lepo pozdravljeni, moje ime je Blanka Denko Čeh, smo privatniki, delamo na podeželju, ukvarjamo se s pekarstvom, ampak jaz ne bom zastavljala vprašanj, ampak bom dala predlog. In sicer v smislu govorimo o tem, kaj bomo financirali v EU po letu 2020, jaz bi pa dala predlog na temo, kako bomo financirali po letu 2020 in sicer v smislu, Ministrstvo za gospodarstvo je imelo en velik razpis Razvojni centri slovenskega gospodarstva, kjer se je dejansko v štartu, potem, ko je nekdo dobil odobreno vlogo, 30% sredstev direktno nakazalo za izvedbo dejavnosti, aktivnosti, ki si jih s projektom namenil. In to pomeni, da kako se financira. Danes se financira na način, da smo vsi skupaj, ključno z vami, ki programe pišete, potem do izvajalca v službi bank, dejansko moraš iti po kredit. In ta način spremembe, ne kaj se bo financiralo, ampak kako se bo financiralo, bo pomagal mnogim ljudem, ki se danes ne odločajo za sredstva. Se pravi, da takoj, ko je projekt odobren, dobiš 30% sredstev na račun, da projekt lahko izvajaš in ga pelješ. Danes, ko se prijavljaš, je to obrnjeno na glavo, dejansko moraš ti si po nemilosti prepuščen bankam, da odločajo o tvojem razvoju. V razvoju Slovenije danes odločajo banke v smislu, da ti dajo kredit ali ti ga ne dajo. Potem pa še razpisodajalec želi garancijo od njih. Tako da po 2020 bi dala predlog, kako se bo financiralo in tukaj je ena možnost, da dejansko ta sredstva grejo direkt temu, ki ga izvaja in potem obrne ta denar in se potem ustvarja naprej. Hvala lepa. To je predlog. Hvala. Še eno vprašanje oziroma predlog, potem kot govorom. Dobar dan, Lenka Puh, Etri skupnost. Jaz bi imela posebej za gospo pa Romano povabilo, da se nam pridruži pod našimi dežniki na koncu sejemskega prostora, ker namreč kot socialno-podjetniška skupnost smo pod dežniki strategije Slovenije do 2030 predstavili nekaj novih poslovnih modelov, kjer trdimo, da bi bilo treba vložiti bistveno več energije, znanja v razvoj delovnih mest z nižjo dodano vrednostjo. Zakaj? Ker gospodarstvo tudi s takimi delovnimi mesti rešuje družbene izzive, ki se jih potem s finančno podporo ponovno težje rešuje. Tukaj je namreč stvar, da imam jaz občutek, z vašo pomočjo bi prišla pa do podatka, da je Slovenija te socialne pomoči oziroma te pomoči za delovna mesta za mlade in tako naprej štela v de minimis, če podjetje dobil ta sredstva, druge države pa ne. Kar pomeni, da mi kot Jazon d.o.o., ki smo veliko mladih spravili čez prvo službo, smo bili potem seveda kaznovani, da nismo mogli dostopati do tistih sredstev razvojnih, ki so za podjetje razvojno pomembna. Zdaj seveda, kaj to pomeni, da v državi se moramo odločiti, da je gospodarstvo in podjetništvo tisto področje, ki prispeva k razvoju družbe, seveda skozi učinkovitimi pristopi in seveda tudi z delnim lastnim kapitalom. Hvala lepa. Hvala lepa, da ne boste imeli gužve na stojnici danes, ker nekaj povabil smo že slišali. Prosim lepo, gospa Tomčeva, na vas neposredno povabilo, seveda pa odgovor na prvo vprašanje. Najprej hvala lepa za povabilo, potem pa poskus odgovora. Seveda država ne odloča čisto samostojno, kaj bo vštevala v de minimis ali ne. Poznam to pravilo, je malce zakomplicirano za tako poljudno razlago, pa vendarle lahko se tudi ne bi v vašem primeru, imate prav, ker druge se niso. Obstaja določen manevrski prostor. Kar se tiče pa predfinanciranja, bi pa gospe odgovorila, da
ravno na področju zaposlovanja mladih pri tej jamstveni shemi, ki je bila uvedena pred leti in sem jo omenjala, je Evropska komisija eksplicitno dovolila predfinanciranje posameznim državam. Slovenija mislim, da tega ni izkoristila, ker je tako ali tako porabila tistih 9 milijonov denarja že prej, pa vendar je to mogoče. Drugi način, ko je pa to mogoče, če boste imeli čas in voljo, si oglejte en zelo pomemben slovenski predpis, ki se mu reče Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, v katerem obstaja člen, kjer so specifično naštete možnosti, kdaj se lahko tudi takšni programi predfinancirajo, in če imate dovolj moči, da kakšnega vladnega uradnika prepričate, boste dobili svojo alinejo. Pa poglejte, kdo te svoje alineje ima. Hvala lepa. Zdajle pa izkoristimo še dodatnih nekaj minut za vprašanje. Gospa ima še eno vprašanje tukaj v sredini, bomo dodali mikrofon. A ima še kdo drug vprašanje, sicer bomo potem s tem vprašanjem zaključili počasi, tako ja. Hvala lepa. Hvala, Tatjana Čop, Kmetijska založba, urednica, novinarka. Jaz vam tle sicer sem napisala ene 5, ampak jih ne bom. Hvala. Bom izkoristila. Bi pa eno, se mi zdi dosti pomembno. Ko hodim jaz malo po terenu, pa tako se pogovarjam na zadnje ravno z enim zelo uspešnim mladim kmetom, pa tudi z številnimi drugimi, morate vedeti, da res ljudje so zelo obupani zaradi celega kupa nesmisel, ki se srečujejo potem, ko že začnejo, ko že delajo, ko se smatrajo za uspešne koristnike sredstev, se začnejo srečevati z celim kupom nesmislov. Mi sicer malo za šalo, malo za res načrtujemo zbrati te nesmisle v eni knjižici in jih potem poslati poslancem in europoslancem. Zdaj imam pa to vprašanje. Vi ste edini, za katere direktno volimo. Mi vam damo zaupanje, neposredno, ime in priimek. Žal pač na državnozborskih volitvah ni tako. Ali imate vi, ki ste dobili naše zaupanje neposredno, kakšno moč realno na politiko, ki vpliva na vse to, kar smo se prej pogovarjali, neizkoriščena sredstva, neživljenjski zakonodaje in tako naprej. Ali lahko vi stopite pred poslance, pred kakšnega ministra in poveste, poglejte, mi imamo take, naši kolegi to in to imajo, vidimo te prakse, tle se vi vidite mnogo bolje, kot se vidi iz recimo Državnega zbora. Hvala lepa, to je torej zaključno vprašanje in za vse in z njim bomo tudi sklenili današnji dialog, tako lepo prosim. Glejte, načeloma bi takole odgovoril na to zadnje vprašanje. Lizbonska pogodba je dala parlamentu pred nekaj leti izjemno moč. Mi določamo tudi politiko, skupno kmetijsko politiko in tisto najpomembnejšo proračun. Mi smo soodločevalec pri proračunu, ampak zadeve niso tako enostavne. Če bi Evropska unija imela svoje lastne sredstva, svoje lastne davke, svoje lastne vire, potem bi se vloga in pomen parlamenta, pa tudi Evropske komisije povečala. Sedaj so pa še vedno glavne države, šefi držav ali vlad in one določajo, en veto lahko spremeni in pade proračun in tako naprej. Če bi to v prihodnje spremenili, bi bilo seveda bistveno lažje in bi potem lahko jaz vam odgovoril, ja, lahko jaz vplivam neposredno. Ampak, ker pa soodločamo pri parlamentu, pa lahko rečemo, da imamo večji vpliv, kot je bilo to v prejšnjih desetletjih. Imamo tudi komisarje, ki jih lahko kličemo na hearing in jim svetujemo. Nazadnje se komisarji redno dobivajo tudi z političnimi skupinami. Tako da je ta vez. Če bi pa res dobili prihodnje lastne vire, pa bi bilo seveda veliko boljše. Bil bi večji tudi proračun, nenazadnje, in Evropska unija bi bila nekoliko bolj trdna. Ključno vprašanje pa je tudi absorpcijska sposobnost vsakokratnih vlad. Pri nas se malo hitro menjavajo in pa morda tudi tu ni razlog za to, da smo neučinkoviti pri črpanju tudi sedajne finančne perspektivi. Spet bomo hiteli v prihodnji. Ampak vam povem eno zgodbo, čisto na kratko. Neko ministrstvo je obstajalo pred več kot 10 leti, ki še je črpalo še ona predpristopne denar,
pa potem tudi Takrat smo lahko še financirali iz evropskih sredstev športno infrastrukturo z 3 ljudmi v oddelku, ki so bili sposobni in resni, so nastali veliki projekti od Mariborskega stadiona do Zreč, tekaškega centra, do Planice, Solkan, Pokluka, ne? Da ne govorimo o športnih dvoranah, ki jih je bilo prav tako veliko. Torej, da se, če imaš dobro ekipo, če je sposobna, predana svoji službi, če pa so razni politični interesi in tako noter, pol pa seveda ne gre. Ne? Hvala lepa. Samo še zaključne misli, potem bomo še eno misel dodali, gospod Tomc. Če lahko tukaj samo to dodam, da pač zdaj 4 leta minevajo, odkar smo mi poslanci v Evropskem parlamentu, nekajkrat, rekla, smo imeli tudi stike z našimi oblastmi, z slovenskimi ministri, državnimi uradniki, smo poklepetali o tem, kaj bi se dalo prenesti, narediti, boljše izvesti tudi glede na tuje prakse, ki jih recimo kar dobro poznamo, pa vendarle se je precej malo teh idej potem prelilo v prakso. Jaz si v nadaljevanju želim večje izmenjave mnenj, predvsem pa več posluha za prenos dobrih praks, ki jih srečujemo v drugih državah v naš prostor. Pa mislim, da bi s tem vsi pridobili. Hvala lepa, gospod Peterle. Bi rad vam tole povedal, ker so včasih predstavil o tem, kako vse to funkcionira malce nepopolne. Nas je 751, ampak ko sva hotela z gospodom Bogovičem imeti poseben sestanek s komisarjem Hoganom, so ga v 3 tednih tudi dobila. Ne? Ali pa ga lahko pocukneš, če ga vidiš za šankom, ko pije kavo, ne? In ga Slovenija vedno zanima, ker jo pozna še iz neke druge funkcije. Ne? Bi rekel, ko se je bilo treba pogovarjati z Junckerjem o hrvaški meji, sem dobil sestanku v 14 dnevih, se pravi celo, če nas je toliko, se da, bi rekel, ta vertikala nekako deluje. Ampak cel čas slišimo tukaj le tole, ne, kako delamo doma. Ne. Tukaj jaz vidim glavno zadevo, ne, tudi problem, ne vedno problem, ampak poslušam ljudi, ko pravijo, kako se prijavljajo, kako so ocenjevani in tako naprej. In jaz bi rad tukaj z eno idealistično željo zaključil. Jaz bi si želel, da se igra malce obrne in da ni kmet tisti, ki po kolenih išče evropski denar, ampak da evropski denar išče kmeta, ki ima prave rešitve. Sam tudi je, ker se tiče te možnosti in vplivov evropskih poslancev, najprej v tem delu. Pred to okroglo mizo sva sedela tu s kolegom Tiborjem Šanjem, ki je prišel na moje povabilo iz Madžarske in sva uspela s projektom Pametne vasi, recimo 3,3 milijone evrov denarja sedaj pripravljalni ukrep. V cele vrste evropskih politik so te stvari, katere ideje so tam predstavljene, so zapisane. Tudi sicer poslanci poskušamo in jaz moram reči tudi dobro sodelujem tako z Ministrstvom za kmetijstvo kot tako v Ljubljani kot stalnim predstavništvom v Bruslju in poskušamo uskladiti naše interese in poiskati zaveznike v državah, ki imajo podobne cilje, kot imamo mi. 28 je držav, različni so interesi, tako da marsikaj se da narediti z aktivnostjo in pa z iskanjem zaveznikov. Kar se teh nesmislov tiče, jaz moram reči, jaz sem šel tudi po tej poti odkrivne skupnosti preko občine ministra, pa zdaj v to smer. In ko sem bil minister za kmetijstvo in okolje, mi smo predvsem na okoljskem delu, bom zelo, ne zato, ker so kolegice iz kmetijstva tu, ampak ker tako je v tej državi, kmetijska politika smo mi vedno znali relativno normalno izvesti in jo spraviti vsaj časovno skozi. Na okolju je bilo velikokrat zelo veliko težav. Sedel sem za mizo z ljudmi, ki so bili odgovorni za projekte, od projektantov do inženiringov, nadzorov in govorim za okoljsko kohezijo. Po tistih sestankih, ki so bili kot simultanke pri šahu na vsako uro en sestanek, sem največkrat videl probleme ob sebi ali pa v državnih inštitucijah zaradi preslabe koordinacije.
In tu je ena od stvari, kjer imamo veliko rezerv za izboljšati. In pa drugo, kar je na nek način tudi Lojze zaključil, pa se lahko na kmetijskem delu, da ne bom samo hvalil, na Agenciji za kmetijske trge bi lahko tudi še kaj naredili, da bi bile zadeve mogoče malo bolj življenjske in da postanemo in postanejo kmetje oziroma tisti, ki se prijavljajo na razpise, sodelavci agencije, ne da je nekdo nadrejen. In jaz razumem, da je akreditacija, da je potrebno spoštovati ta pravila življenjskosti in pa več proaktivnega odnosa, da si sodelavec ne zgolj nekdo, ki si iznad nekoga in deliš ta sredstva. Tako tu mislim, da imamo še nekaj rezerv. Zelo veliko in pa veliko odgovornost nas pa čaka, kako bomo naredili strateški načrt razvoja kmetijstva. In tu pa jaz vidim prvič, in mislim, da je že državna sekretarka podobno upozorila, lahko zelo veliko zagato, če se ne bomo znali zmeniti oziroma se bomo pokazali, da smo boljši izvajalci nekih politik, kot pa da se znamo dogovoriti, pa doreči, ko zame še enkrat ob zaključku tega izziv, pred nami bo paralelno potekal, ki bo treba in pogajati se za denar, za regulativo te ponastavitve, to po drugi strani pa smo morali pa predvsem na področju kmetijstva sedeti skupaj pa zmeniti, kaj bi radi, in če bomo vedeli, kaj bi radi, bomo tudi uspešni. Hvala lepa. Zdaj pa lepo prosim še za mikrofon. Gospa Tanja Strniša bo imela še kratko repliko, mislim, da ali pa odgovor na eno izmed vprašanj, ki se je sedaj pojavilo. Mislim, da bi moralo delati zdajle. Razumem, da je zadnja beseda vaša, ampak vseeno eno optimistično. Povem, da smo v zadnjem programskem obdobju program razvoja podeželja počrpali 99,69%. Tisto, kar manjka do 100%, je samo to, ker na koncu nekateri, ki so dobili odobrena sredstva, potem niso dali tudi zahtevkov. Tam smo 100% počrpali. Prvi steber, neposredna plačila, pa tudi praktično skoraj 100%, razen tisto, kar spet niso bile včasih plačilne pravice prav čisto izkoriščene. Tako da, če nam bojo predsedniki vlad namenili več denarja, pa ob vaši podpori so, da bomo mi sigurno vse počrpali. In tudi to, če še obrnem malo bolj na res optimistično stvar, celo to smo tudi v vladnih stališčih in razmišljanjih, dal kot argument, da tako dobro kot mi črpamo evropska sredstva, jih drugi segmenti v resnici ne, in da tudi to je argument, da se Slovenija bori za več sredstev za razvoj podeželja, ker rabimo, ker smo od dežela podeželja, v bistvu ena cela Slovenija je podeželja in ker znamo to vse porabiti. Tako da, če je to bil dosti optimističen zaključek. Hvala lepa, gospe Strniša. Ker imate mogoče še kakšno dodatno... To velja za vaš sektor, ne pa za druge. Smo pa opozorili na druge, ne? Ja, seveda. Se popolnoma strinjam, čestitam za učinkovitost, ste nadpovprečno učinkoviti v tem sektorju, ampak ta vaša filozofija gre nekako v opreko za celotno filozofijo razvoja Slovenije, ki pa se kljub vsemu na nacionalni ravni izredno centralizira. In so vsi ukrepi, ki se sprejemajo na nacionalni ravni, usmerjeni centralistično in pač ne podpirajo teh ukrepov razvoja podeželja, ki pa zahteva izrazito decentralizacijo Slovenije. Hvala lepa. Imamo mogoče še kakšno zaključno misel, sicer jo imam jaz. Bote ženske. Ker moja zaključna misel bo danes, samo danes, najbolj prijetna, in sicer je povabilo. Prijetno povabilo, da se zberemo vsi skupaj zdajle tamle zunaj, pred vrati, in da nas vodstvo pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji pospremi v vinski hram. In bomo tam lahko odgovorili na še kakšno vprašanje, sklenili še kakšno partnerstvo, ki jih še primanjkuje v Sloveniji, kot smo slišali, in mogoče odprli še kakšno sodelovanje. Za danes hvala lepa evropskim poslancem, hvala državni sekretarki, obema državnima sekretarjama, hvala vsem vam za dialog, ki je zares stekel, še bi lahko klepetali, ampak klepetali bomo lahko v vinskem hramu, kjer bomo odprli še kakšno drugo vprašanje, ne samo ta, na katera smo odgovarjali v tem trenutku. Sloveniji seveda in vsem vam pa želim mnogo proaktivnosti in hrabrosti tudi v bodoče. Hvala lepa in srečno.